Pozdravljeni, poslušate Triglav skladi Stockcast. Danes se bomo potopili v svet, ki združuje finance in naš planet. Svet, kjer denar sreča trajnost. V tej epizodi bomo raziskovali fascinantno področje zelenih in nizkoogljičnih tehnologij ter okoljskih inovacij. V času, ko se svet sooča s klimatskimi izzivi, postaja naložba v zelene tehnologije ne le moralna odločitev, temveč tudi finančno smiselna. Od sončnih panelov do vodikovih gorivnih celic, od trajnostne mobilnosti do obnovljivih virov energije. Zelene inovacije so tu, da ostanejo in oblikujejo našo prihodnost. V zadnjih 150 letih smo priče izjemno visoke gospodarske rasti. Veliko stvari se je spremenilo, tudi zaradi tehnološkega razvoja. Svet je zdaj popolnoma drugačen, kot je bil na koncu 19. stoletja. Pravzaprav je popolnoma drugačen primerjavi s koncem prejšnjega stoletja, se pravi 20. stoletja. V ospredju te rasti so globalne povezave, digitalizacija, izboljšanje kakovosti življenja. V ozadju pa vedno stoji gospodarska rast. Pojavili so se industrijske velesile, kot so Združene države Amerike, Nemčija, Velika Britanija. Tem državam se je pred kratkim pridružila tudi Kitajska. Pospešeno se približuje temu stanju tudi številne druge države v razvoju. Skratka, za nami je izjemno zanimivo obdobje. In počasi tudi prihajamo do ugotovitve, da je treba razmisliti, kakšne so bile posledice te rasti. Pa smo mogli mogoče žrtvovati in narediti odločitve, za katere nam lahko žal. V zadnjih desetletjih je postalo jasno, da ta tradicionalni način proizvodnje in potrošnje energije ni vzdržen z vidika okoljskega vpliva. In izpusti toplogrednih plinov, osneževanje voda, izčrpavanje naravnih virov in izguba biotske raznovrstnosti so le nekateri izmed izzivov, s katerimi se soočamo. In v tem kontekstu je razvoj in uporaba okolju prijazne tehnologije postala ne le moralna odgovornost, temveč tudi ekonomska priložnost. Ja, to je res, ja. Zdaj, ko razmišljamo o tem, na kakšnih temeljih temelji naša gospodarska rast, moramo resno razmišljati o negativnih vplivih in na kakovost življenja in tudi na prihodnjo gospodarsko rast. In okoljska problematika je nažalost eno od teh področij, ki je bilo pod velikim vplivom, pod velikim udarcem, izjemno močnim udarcem, zaradi strukture, načina, na kateri smo dosegali v preteklosti gospodarsko rast. V bistvu pravzaprav še vedno na ta način gradimo naše gospodarske modele. Se pa situacija spreminja, nažalost tudi zaradi tega, ker okolje jasno nakazuje, da je na robu obstoja, kar pa seveda je pomembno vprašanje za nas, v tem smislu, da kje pa bomo mi, če bo okolje postalo zelo neprijazno do našega načina življenja. Ja, z tega vidika se strinjam s tem, da okolje prijazne tehnologije postajajo izjemno pomembne. Razvoj na področju teh tehnologij postaja ključen element prihodnje gospodarske rasti, vzdržne gospodarske rasti, ker brez tega bomo mogoče imeli gospodarsko rast, ne bomo pa imeli vzdržne gospodarske rasti, kar pa je nesprejemljivo. In ravno ta vprašanja so se začela odpirati čisto v vseh državah in na naddržavnih institucijah, v Združenih narodih, v Evropski uniji, ZDA, na Kitajskem in nakazuje na neko rast globalne zavesti o pomenu trajnostnega razvoja in tudi se povečuje povpraševanje po zelenih tehnologijah. In tudi to odpira obsežne investicijske priložnosti za posameznike, podjetja in vlade, ampak to ni le vprašanje dobička, ne? Je tudi priložnost za prispevek k boljšemu trajnostnemu svetu za sedanje in prihodnje generacije. Poudarek na okolju prijaznih tehnologijah je izjemno visoka, velika
priložnost za rast podjetij, za rast rezultatov poslovanja. Tako zaradi zakonodajnih okvirjev, ki kaznujejo neodgovorna podjetja in če ne nagrajujejo, vsaj ne kaznujejo odgovorna podjetja. Pomembno tudi za stranke, kupce, uporabnike storitev in produktov, tako da tudi z tega vidika je to lahko konkurenčna prednost. Pomembno tudi z vidika dostopa do finančnih virov. Finančna industrija je pod drobnogledom, tudi zaradi tega, ker tako ali drugače podpira, usmerja vse ideje, vse projekte, ki se pojavljajo. In v zadnjem času postaja tudi to področje precej bolj odgovorno, kot je bilo v preteklosti, kar pa se odraža tudi na odnosu finančne industrije do različnih poslovnih praks podjetij in načinov delovanja držav tudi. Tako da nekako nas celotna situacija, celotno okolje usmerja v to, da če hočeš biti uspešen, če si predsednik uprave podjetja, kakršnega koli podjetja, potem večja pozornost, ki jo namenjaš okolju prijaznim tehnologijam in poslovnim modelom tudi, večja priložnost za doseganje više konkurenčne moči, višjih rezultatov poslovanja. Tako da, kaj so okolju prijazne tehnologije? Pogosto označene kot zelene tehnologije ali čiste tehnologije in ali so zares tako čiste? Pač to so inovativne rešitve, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje, hkrati ponujajo ekonomske koristi, vključujejo tehnologije za čisto energijo, kot so sončne celice, vetrne turbine, baterije za shranjevanje energije, pa tudi rešitve za skladiščenje in ponovno uporabo ogljika, biodizel, trajnostno letalsko gorivo, jedrska energija kot nizkoogljična rešitev in vodik. Ja. Zdaj, vedno so vprašanja, zakaj, a je res to toliko čisto, a je res toliko zeleno, zaradi tega, ker vhodne surovine, ki pač so uporabljene pri proizvodnji, lahko prihajajo iz regij, kjer so višja tveganja, da so delavci slabo plačani, da delajo otroci, naprimer v rudnikih za kobalt v Kongotu ali pa kakšnih drugih južnoameriških državah, kjer pač mogoče niso najboljše prakse. Same po sebi omogočajo, da ne uporabljamo več fosilnih goriv, negativna eksternalija se lahko odrazi nekje drugje. Katere tehnologije bi zares lahko označili kot zelene tehnologije? Nažalost, trenutno težko rečemo, da imamo prav veliko zares zelenih tehnologij v tem smislu, da ni nobenega negativnega vpliva na drugo področje, kot naprimer onesnaževanje ali pa biotska raznovrstnost. Kaj naj bi lahko označili kot zelene tehnologije? Čeprav sporno področje, se zavedam tega, ampak jedrska energija, seveda se pojavlja vprašanje, kaj pa lahko naredimo, kaj pa moramo narediti z jedrskimi odpadki. Tako da tudi z tega vidika ni najbolj čista, ni najbolj zelena energija. Vetrna energija, mogoče sončna energija, ampak spet se pojavlja vprašanje, to, kar si ti, Matjaž, izpostavil, odkot prihajate surovine, na kakšen način pridemo do oput, naprimer, če govorimo o vetrnih elektrarnah. Nažalost, moramo sprejemati kompromise in moramo počasi nadaljevati s tem razvojem. Moramo se sprijazniti s tem, da ne moramo v tej fazi našega razvoja, tehnološkega razvoja, graditi naš razvoj na popolnoma čistih in nespornih tehnologijah. Je pa to seveda cilj, mora biti cilj. Vsak korak v pravo smer pa je pomemben, tudi če to pomeni, da gremo iz premoga proti plinu, iz plina proti električni energiji, ki jo pridobivamo s pomočjo vetrnih elektrarn ali pa sončnih elektrarn. Kaj pa lahko naslednji korak, je odvisno od nas. Če pa ne naredimo teh korakov, potem pa
zelo težko bomo kadarkoli rekli, da imamo na voljo res zelene tehnologije. Tukaj pa bi izpostavil še eno področje, ki pa ni direktno povezano z energetiko, ker se mi zdi, da prepogosto govorimo o tem področju, na kakšen način pridobivamo energijo. To je pomembno vprašanje, ni pa edino vprašanje. Če poznamo strukturo emisij, potem pa vemo, da veliko prihaja iz naslova kmetijstva in inženirije. Velik problem predstavlja tudi gradbeni sektor. Tako da jaz bi rekel, da okolje prijazne tehnologije se nanaša tudi na bolj vzdržne in učinkovite sisteme pridelave hrane, bolj učinkovite načine izgradnje stavb in drugih infrastrukturnih objektov. Čim manj negativnega vpliva, čim več pozitivnega vpliva, moramo pogledati zelo široko in ne pozabiti, da energetika ni edino področje, ki prispeva k emisijam in onesnaževanju in tudi podnebnim spremembam. Ko govorimo o inovacijah na področju okolju bolj prijaznih alternativ, je ena od stvari, ki me najbolj navdušuje, vsekakor trajnostno letalsko gorivo. Morda se sliši presenetljivo, ker so letala pogosto stigmatizirana kot veliki onesnaževalci, vendar pa nova generacija trajnostnih letalskih goriv prinaša revolucijo na to področje. V celotnem življenjskem ciklu tega goriva se intenzivnost emisij lahko zmanjša za do neverjetnih 80%. To ni majhen korak. Je velikanski skok v pravo smer za industrijo, ki se mora nujno prilagoditi izzivom podnebnih sprememb. To kaže, da se lahko tehnologija in trajnost združita na načine, ki so ne samo inovativni, ampak tudi izjemno učinkoviti pri zmanjševanju našega ogljičnega odtisa. Trajnostno letalsko gorivo je definitivno nekaj, kar me napolni z optimizmom. Ta primer, ki se ga navedel, je res zelo dober primer, kako je na tehnologija drugačen pogled lahko pozitivno prispeva. Tukaj lahko pravzaprav govorimo o tako imenovanem konceptu emisij obsega 4. Ni to uradno ime, torej kot vemo, obstajajo emisije obsega 1, obsega 2, obsega 3, obstaja pa še en koncept emisij obsega 4, ki se nanaša na emisije, ki smo se jim izognili zaradi uporabe drugih alternativnih načinov pridobivanja energije ali pa proizvodnje produktov. Tako da tukaj konkretno govorimo o takem primeru, ko namesto klasičnega letalskega goriva, ki ima določene emisije, uporabljamo drugačno letalsko gorivo, ki tudi ima emisije, ki pa so manjše. In ta razlika je pomembna. In moramo narediti več korakov na različnih področjih. Vsaka stvar je lahko pomembna. Tako da, ja, letalski promet ni ključni onesnaževalec. Je pameten onesnaževalec. Če dosegamo napredek na tem področju, pa na drugem, pa na tretjem, na 10, tudi če so to manjše napredki, tudi če gre za par odstotkov, agregatno gledamo, izboljšujemo situacijo in mogoče podaljšujemo to obdobje, ta prostor, ko še imamo možnost, da spremenimo situacijo in da res lahko razvijemo tehnologije, ki so bolj vzdržne v trenutnih. Bi pa izpostavil tukaj, ko govorimo o biogorivu, problematiko uporabe drugih virov za proizvodnje biogoriv. Torej, mi lahko uporabljamo olje, lahko uporabljamo odpadke, lahko pa spreminjamo namen zemeljskih površin za namen gojenja rastlin, ki jih uporabljamo za proizvodnjo biogoriv. Tukaj pa je že vprašanje vpliva na podnebje zaradi izsekavanja gozdov. Si omenil, da
rastline zbirajo ogljik v svoje življenjske dobe, ko pa izsekamo gozdove, potem gre ta ogljik nazaj. In problem seveda predstavlja biotska raznovrstnost, zato ker namesto gozdov, ki so res zelo raznoliki, dobivamo ene površine pokrite z rastlinami, kjer ni nobene biotske raznovrstnosti, ker je to samo ena vrsta. To je problem. Z drugimi besedami, s tem žrtvujemo en vir trajnosti za drugega, kar v dolgoročni perspektivi absolutno ni trajnostno. Na rešitev potrebujemo boljše standarde, certifikacije za proizvodnjo biogoriv, investitorji, regulatorji in potrošniki moramo biti bolj kritični pri izbiri virov energije, ki jih podpiramo, neprestano izobraževanje in transparentnost tudi lahko prispevata k temu, da bomo resnično napredovali na poti do trajnostne prihodnosti. Ja, jaz rad vidim gozd, kot pa kilometre in kilometre koruze in oljčne repice. Poznaš mogoče še kak inovativen primer tehnologije, ki je okolju bolj prijazna kot stara verzija? Ja, drugače, ko govorimo o gradbenem sektorju, obstaja tudi zeleno jeklo. Eden od načinov proizvodnje jekla temelji na uporabi recikliranega jekla in na uporabi električne energije, ki pa lahko prihaja iz zelenih virov. To je alternativa proizvodnje jekla z uporabo premoga in železove rude, kjer so emisije opazno višje. So pa tudi premiki na področju razvoja zelenega betona, cementa, ki pa je nažalost tudi zelo, zelo visoko intenziven z vidika emisij, kar se tiče proizvodnje. V dobi, ko se podnebne spremembe kažejo kot ena od najbolj perečih vprašanj naše generacije, je pogosto presenetljivo, da so tehnološke inovacije, kot so navidezna in obogatena resničnost, pogosto obravnavane le kot igrače ali orodja za razvedrilo. Vendar mislim, da bi nam tudi te tehnologije lahko ponudile potencialne rešitve za trajnostne izzive, s katerimi se soočamo. Ko govorimo o napovedanih Vision Pro očalih navidezne resničnosti od podjetja Apple in že obstoječih HoloLens 2 od podjetja Microsoft, je eno od vprašanj, ki mi pridejo na misel, kako lahko te tehnologije preoblikujejo našo potrošniško kulturo. Z razvojem infrastrukture in 5G tehnologije postaja metaverse virtualni prostor, kjer se ljudje lahko integrirajo v tridimenzionalnem okolju, vedno bolj realna možnost. Z uporabo navidezne resničnosti za sestanke, konference ali celo turistične izlete lahko zmanjšamo potrebo po fizičnem potovanju. To ne bi le zmanjšalo osebnih stroškov, ampak tudi emisije povezane s potovanji. Potem, zakaj bi kupovali fizične izdelke, če bi jih lahko kupili v metaverse? Naprimer, namesto nakupa fizične obleke za posebno priložnost, bi lahko kupili digitalno obleko v metaverse, ki bi bila estetsko zadovoljiva in ne bi imela negativnega vpliva na okolje. Kakšen pa je moj pogled na tvojo idejo, da bi vsi živeli, oziroma da bi več časa živeli v metaversu, oziroma v digitalnem okolju? Jaz mislim, da je tukaj prostor za razmislek, prostor za spremembe, tudi če to pomeni, da namesto tega, da se peljemo v službo 5 dni na teden, da smo enkrat na teden doma, en dan na teden smo doma in ne gremo, se ne peljemo teh dodatnih 50-100 km, kar pomeni tudi, da so nižje emisije. To pa lahko dosegamo z uporabo tehnologij. Nisem pa prepričan, da bomo kdaj v stanju, da bi kot družba živeli v metaversu, da bi se priselili tja, ker še vedno potrebujemo kar precej stvari, ki prihajajo iz realnega sveta. In zato pa moramo proizvajati, tudi če gre za robote, nekdo to mora proizvajati. Tudi to povzroča določene emisije, vsaj trenutno.
Pa tudi ne vem, kako bi to izgledalo, če bi res se proizvajali roboti, mi pa bi sedeli doma, pa bi konstantno uporabljali virtualna očala. Nekaj časa bi bilo zanimivo, potem pa bi postalo dolg čas, po moje. Odvisno od grafike, če je svet zelo realen, pa če predpostavljamo, da bomo vsi izjemno stari v naslednjih 30 letih postali, politik bo naravna potreba po tem, da ostajamo mobilni, pa lepi, pa mladi nekje drugje, ne? In če bo ta priložnost omogočena se strani metaversa, da ohranjamo stik z drugimi ljudmi, ne? Pa da smo mobilni, čeprav smo malo starejši, pa mogoče tudi pozabljivi, bo lažji upravljati z postarano demografsko sliko Evrope, Kitajske, Amerike. Nočeš biti nobenemu v breme, ne? In pač mogoče je to ta lahka rešitev. Zaenkrat je to lahko bila televizija, serije, kavbojski filmi, zdaj pa mogoče lahko postane večna mladost, mobilnost. Svet, ki je tak, kakor se ga boš sam že želel, ne? Pa zanimiva alternativa televiziji. Ja, lahko za določene stvari zanimiv način reševanja problemov. To je eden od načinov, eden od izjemno velikega števila rešitev, ki jih bomo morali izumiti. Ena od pomembnih tehnologij je tudi vodik, ne? Pač poznamo več različnih vrst vodika. Vodik, ki se pridobiva s pomočjo fosilnih goriv, vodik, ki se pridobiva s pomočjo obnovljivih goriv, to pomeni, da se proizvaja s presežkov sončne energije pa vetrne energije, ker to so pač nestanovitni viri, ne? In pač so odvisni od okolja. Včasih se lahko proizvaja več elektrike, takrat, ker ni toliko povpraševanja po elektriki. Dobro je shraniti to elektriko, tudi če so izgube, da niso pač 100% izgube. In en od načinov je naprimer tudi, da se jo shranjuje v obliki vodika. In Japonska je ena od držav, ki res stavi na vodik, ne? Pač tudi njihova avtomobilna industrija tukaj nadaljuje na vodiku in tudi imajo najbolj ambiciozne načrte glede posodobitve vodika. Oni vidijo predvsem uporabo v težkih vozilih, kot so naprimer avtobusi, tovornjaki, tudi Kitajci se jim pridružujejo tukaj, če jim gradijo ogromen polnilnih postaj za vozila na vodikove celice. In tudi Avstralija je prvič v letu 2022 začela izvažati vodik na Japonsko, kar je tudi en tak velik simboličen korak, da se ga da tudi trgovati z njim, ne, da ni samo lokalen, da če ima nekdo veliko povpraševanje po vodiku, ga lahko dobi tudi kje drugje. Kaj pa je tvoje mnenje o vodiku? Kako pa ti gledaš na vodik? Misliš, da je to končna rešitev? Ali... Ja, jaz mislim, da je to lahko pomemben vir energije. Nisem prepričan, da bo to edini vir. Mislim, da bomo lahko videli svet, v katerem bomo lahko istočasno uporabljali oziroma imeli na voljo in električne avtomobili, in tudi avtomobili na vodik, in tudi mogoče avtomobili, ki uporabljajo bencin ali dizel, hkrati pa imajo opazno bolj učinkovite motorje in mogoče kakšen sistem lovljenja teh delcev, ki se pojavljajo zaradi uporabe fosilnih goriv. Je res, da trenutno še nimamo razumevanja, kaj bi točno morali razvijati, zato moramo razvijati čim več možnih alternativ. Tako da ne morem reči, da vodik bo edini ali pa da bodo električne baterije edine, kjer trenutno še nismo v tej fazi. Kaj pa jedrska energija? Naprimer, gledal sem ene raziskave IAEA in tam so povedali, da v zadnjih 50 letih je uporaba jedrske energije zmanjšala emisije CO2 za približno 74 gigaton v zadnjih 50 letih, kar je skoraj dve leti celotnih globalnih emisij povezanih z energijo, ne? Tukaj nismo videli nekega novega investmenta, tudi zaradi tega, ker so bile slabe izkušnje z Fukushimo, Černobylom, in pač je bil prisoten nek strah. Smo šli pol raje malo bolj na fosilna, na plin. Ampak zdaj so se pojavili že nekaj časa nazaj manjši reaktorji, kakor nova tehnologija, inovacija.
Ja, to so manjše modularne reaktorje, tako imenovane Small Modular Reactors, SMRs. Ja, tudi to je eden od možnih načinov. Jaz mislim, da se bo to uporabljalo, kolikor jaz vem, tukaj še čakamo na vzpostavitev enega jasnega regulatornega okvirja, ki bo omogočil uporabo teh reaktorjev na način, da je to precej bolj enostavno. Torej, tehnologija že obstaja, nismo pa še v tej fazi, da bi znali to uporabljati oziroma dodeljevati dovoljenje. Obstaja pa tako imenovane tudi mikroreaktorji. To so še manjše reaktorje. Tako, mali modularni reaktorji proizvedejo do 300 MW električne moči, te mikroreaktorji pa do 10 MW električne energije. Ja, tako da zelo verjetno, ne izključujem tudi tega scenarija, da bomo v prihodnje imeli jedrske reaktorje v vsake vasici, vsake soseske, še posebej, če bodo varni. To pa je ključno vprašanje, kako so varni. In situacija na tem področju se razvija, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnje, ampak ja, zagotovo tudi v to smer treba gledati. A si opazil mogoče kakšne okolju prijazne tehnologije na področju trajnostne mobilnosti? A so to električna vozila ali električna vozila to niso? Jaz mislim, da najbolj trajnostni način transporta so kolesa. Na večje razdalje pa javni promet? Ja, javni promet, naprimer vlake, ki uporabljajo elektriko, ki prihaja iz zelenih virov, ki se pridobijo na okolju prijazen način. Kakšni pa so drugi vidiki? Torej, problem seveda predstavljajo osebne avtomobile, problem predstavljajo tovornjake. Tukaj pa moram rešitev večja avtonomnost. Ta del se mogoče podcenjuje, koliko negativnega vpliva na okolje prispeva ta neučinkovitost, ki izhaja iz človeškega faktorja. Tako da jaz mislim, da z pospešeno avtonomizacijo avtomobilskega transporta bomo dosegli določene pozitivne premike na področju izpustov. Potem, kot sem že rekel, električni avtomobili na vodik, ki pa jih res ni veliko, tudi bolj učinkoviti motorji na notranje izgorevanje, pa čim manj uporabe, neučinkovite uporabe avtomobilov. Verjetno bi temu lahko rekli deljena vožnja. Niti ne vem, kako se to prevaja slovenčno. Shared economy, shared riding. Car sharing. To se je prijelo v Ljubljani. Ja, deljenje avtomobilov, ne? Ja, tako, car sharing. Ja. Drugače, prej si omenil avtonomno vožnjo in pač tukaj sem najdel eno raziskave Združenja inženirjev, Svetovnega združenja inženirjev, in piše, da če je pač celoten sistem, torej prometni sistem, ne samo posamezni avti, ampak celoten prometni sistem avtomatiziran, se lahko uporablja od 55 do 66% manj energije. In tukaj je res velik prihrankov. Če gledamo še, naprimer, da bi se uporabljala različna mešanica virov energije, rečemo, da je to lahko sintetično gorivo, biodizel in tudi elektrika, ne, pa dobimo res ene super duper CO2 prihranke. Tako da ja, v času, ko so trajnostni izzivi vse bolj pereči, je izjemno pomembno, da se pogovarjamo o okolju prijaznih tehnologijah, naložbenih priložnostih in inovacijah, ki lahko pomagajo oblikovati boljši jutri. Če vas zanima več o podobnih temah, vam priporočamo, da obiščete našo spletno stran triglavskladi.si. Tam boste našli številne članke, analize in druge zanimive vsebine, ki se osredotočajo na to, kako lahko naredimo pozitiven vpliv ne samo na naše finančno stanje, ampak tudi na naš planet.
Hvala, da ste z nami in ne pozabite, da vsaka odločitev, ki jo sprejmemo kot investitorji ali kot potrošniki, lahko pripomore k ustvarjanju bolj trajnostne in pravične prihodnosti za vse nas. Podcast, ki ste ga poslušali, je informativne narave in ne predstavlja naložbenega priporočila oziroma investicijskega svetovanja. Je splošne narave in ne more upoštevati posameznih potreb poslušalcev.